Sem Žiga in rad bi vam danes povedal pot do odpuščanja mojemu očetu, ki je naredil samomor. Ampak bi prej rad povedal še neko ozadje. Moj oče je bil alkoholik, je bil deloholik. Veliko je delal, torej praktično sem odraščal nekako skoraj brez očeta. Torej, jaz sem si kot otrok želel, da bi počela skupaj stvari, da bi me kaj naučil, ampak žal to ni bilo mogoče. Ta odnos, tudi takrat, ko je prišel domov, sta se večinoma z mamo skregala zaradi alkohola, zaradi prevelike količine dela. In potem, v bistvu, ko sem bil jaz star skoraj 15 let, je oče imel prometno nesrečo, je zaradi alkoholiziranosti izgubil izpit za avto. In to je bila, kot kaže, samo tista pika na i, da je bilo njemu dovolj, da se je znašel v taki stiski, da je naredil samomor. Je v bistvu skočil v reko in pol smo ga kar nekaj časa iskali, približno mesec pa pol. Na god Svetega Matija so ga pa našli. Ja, po vsem tem začel se je tisti čas, ko smo se zavedali, da ga ne bo nikoli več nazaj, čeprav smo že prej nekako slutili. Začel se je tisti čas, ko so mi vsi govorili, ja, zdaj si ti edini moški v družini, zdaj boš mogel stvari prevzeti. Hkrati pa so mi tudi govorili, kakšen je, da je to naredil, ker je pustil vse ves na cedilu. In jaz v bistvu dolgo časa nisem mogel mu odpustiti. Zmeraj, ko je prišla kakšna debata o starših, sem omenjal samo mamo. Če je prišla debata do očeta, sem začel, da v bistvu on niti ni moj oče, da si ne zasluži tega naziva, da po vsem tem, kar mi je naredil, da v bistvu si ne zasluži, da bi ga jaz klical oče, niti z kakšnimi slabšalnimi izrazi za očeta. Pol pa v bistvu čez čas, ko sem šel po dolgih letih spet spovedi in sem tudi povedal vse to, kar se je dogajalo z očetom, sem čutil že veliko boljši odnos do njega. Ni bilo še čist popolnoma v redu, ampak je bilo pa boljše. Sem ga počasi spet začel klicati oče. Oči. Je bilo pa treba na tej poti odpuščanja, sem pol kasneje spoznal, da mi je pomagala molitev. Sicer pač ne vem, kje je, kako se je pol na koncu izšlo na sodbi, ampak lahko pa upam, da je bil rešen in da če je slučajno v vicah, da molim zanj. In vsa ta misel mi je pomagala, da sem pol kasneje tudi daroval popoln odpustek zanj. In hkrati z pogovori z ostalimi ljudmi, ko sem delil svoje izkušnje, mi je vse to skupaj zelo pomagalo, da sem prišel do sprave odpuščanja z njim, da v bistvu razumem, čeprav ne čisto v polnosti, zakaj je to naredil, da je bila res velika stiska. So še trenutki, ko sem jezen nanj, ne vem, na primer, ko imam doma kaj za popraviti, pa vem, da bi on to znal, ker je bil zelo deloven in sposoben. Zakaj me ni tega naučil? Ker je imel vse orodje in vse znanje, da bi me, pa me žal ni bil zmožen. Ampak ko pogledam in razlagam o svoji družini, pa tudi z veseljem povem tisto malo lepih trenutkov, ko si jih je lahko vzel z mano, da si je kdaj igral z mano, da nas je kdaj peljal kam kot družina. In v bistvu zdaj lahko rečem, da sem mu po dolgih letih neke zamere res odpustil in da je bila pač pot odpuščanja preko Jezusa, preko zakramenta svete spovedi, preko darovanih svetih maš
in vse, kar nam ponuja katoliška cerkev, tudi popolni odpustki in tako dalje. Ker smo zdaj v jubilejnem letu, v svetem letu, kjer so zelo poudarjeni odpustki, priporočam vsakemu, ki ni še doživel odpuščanja za določeno osebo ali pa kakšnega drugega odpuščanja, da se potrudi in prejme popolni odpustek ali pa delni in ga daruje zase ali pa za osebo, ki je že pokojna, pa jo mogoče do nje goji to zamero, res pomaga.